Na spletu se je pojavil zanimiv in potencialno tudi koristen izziv pospravljanja. Oseba, ki se odloči za izziv, poslika neko umazano območje, ga počisti in nato spet poslika. Izziv ne deluje, če najdete čisto območje, ga umažete, pa slikam zamenjate vrstni red, to ne velja. Izziv je vsekakor pohvalen, zato upamo, da bomo dobili čim več slik pospravljene odpadne plastike s plaž, odpadnih pločevink iz parkov in odpadnih ministrov iz parlamenta. Ker pa je spletnih izzivov oziroma tako imenovanih memejev na spletu čedalje več in ker vsi niso tako pozitivno naravnani kot izziv pospravljanja, smo za njihovo temeljitejšo raziskavo zaprosili našega korespondenta, gospoda Jerneja Celca, ki je z nami v studiu. Zdravljeni. Ja. Gospod Celec, povejte mi, kakšnega spletnega izziva so se tokrat lotili naši otroci? Kaj se dogaja? Gospod Godler, še boljše vprašanje bi bilo, kakšnega spletnega izziva so se tokrat lotili starši? Poglejmo. Če so še pred slabim mesecem svoje otroke strašili z grozljivimi maskami, jih zdaj obmetavajo s sirom. Ljubica, ne metat smokinjo v svojo sestrico, ampak ti si v mene vrgel ementaler. Ja, ampak to je ati naredil za lajke, to je pomembno. Metanje sira v otrokov obraz, komu tu se to zdi smešno? To ni smešno, poleg tega pa gre za hrano, hrane pa ne mečemo na okolje. Take stvari bez... Super, super. In zakaj ste to naredili? Se prečujem, hotel sem vedeti, če to je res tako smešno, ko govorite. In kaj ste ugotovili? Da ni smešno. Točno tak! Jaz bom to pojedel, to je hrana, jaz bom to pomel za malco. Gospod Celec, jaz razumem vaše frustracije, ampak jaz te stvari lahko delam, ker sem odrasla oseba, pa ločim med tem, kaj je smešno, pa kaj ni. Prav, pa tako. A vi res mislite, da vi ločite med tem, kaj je šala in kruta resničnost? A res? Pa še dobro, da sem za vas pripravil kviz z naslovom Je ta meme resničen? Gospod Godler, igrajmo se kviz. Za vas imamo pripravljene 3 naslove spletnih izzivov. Dobro, začnimo. Vi pa morate ugotoviti, ali so resnični ali izmišljeni. Okay. Prvi izziv se glasi: izgini pred svojim psom. Človek se skrije za odejo in izgine, medtem ko ga njegov pes prestrašeno išče po celem stanovanju. Je to resnično ali izmišljeno? To nima nobenega smisla, to je izmišljeno. Ne! To je resničen izziv, ki izgleda takole. Ne morem verjeti. Tada! Čestitamo, če vam je izziv uspel, ste pametnejši od svojega psa. Bravo! Drugi izziv za vas, gospod Godler. Izstopi iz premikajočega se vozila in pleši po cestišču. Resnično ali izmišljeno? To zveni še bolj butasto, to ste si izmislili. To je še bolj resnično, ker to je izziv, ki se ga trenutno lotevajo najmlajši člani naše družbe. Zatem so izvajali Kiki Challenge, ker izstopijo iz vozečega avtomobila in zaplešajo dotično koreografijo. Vse to zaradi občutka pripadnosti. Pri tem pa velikokrat pozabijo na varnost. Da izstopiš iz vozečega vozila in plešeš ob robu vozišča, to je dovoljeno samo, če si sredi 100-kilometrske kolone, ki čaka na trajekt za Lošinj. In še tretji izziv za vas. Imenuje se Polulaj se šefu v skodelico. Svojemu šefu izmakneš skodelico in v njo uriniraš. Gospod Godler, je to resnično ali izmišljeno? Ja, ok, razumem, to so vsi resnični izzivi, ja. V bistvu ne, tega sem si kar zmislil. Ampak če bi bil resničen, bi pa zgledal takole. In to je glavna nevarnost spletnih izzivov. Zaradi njih lahko nastradajo popolnoma nedolžni ljudje, naprimer gospod Godler. Hvala gospodu Celcu, kot vedno, nepogrešljiv faktor naši oddaji. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!